ne sprejemati nasveta od nobenega, ker ne bo obut tvojih čevljev. Tudi od mene ne. Tomi Krušič in pogovor ob ognju. Bonfire. Meni največ pomeni experience. Izkušnja, ne? Izkušnja, ja. Nekako vedno bolj dojemam, da največji meaning mi dajo stvari takrat, ko delam pač sam stvar, brez da bi se ukvarjal z outcomom. Here we go! Strah bo, ampak naj je. V neki bolečini jaz nisem mogel verjeti, koliko je bilo meni jasno, da je moja naloga samo to, da sem prisoten in močen. A bi rekel, da ti je pustila smrt kakšno modrost? V izobilju, kjer ga živimo, je res najbolj pomemben, da si sam zase odgovoren. Ne? Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Kiri, ki se skiroji vozijo okoli? To so gaseri. To, kar smo včasih rekli čapci, brodi. To se zdaj je to zdaj gasere. Kaj so ženkice, so balimke, ne? To sem že slišal enkrat, dvakrat po moje. Pa je to za en kader zdaj? Kje, nismo mi v studiu? A smo v studiu? Pismo, Green screen. Ne vem, kaj Sam je, ti imaš nek green background. A bo, Mike, v redu? Gledam, če uhaja, ampak po moje ne, da je cool. Kader smo naštimali? Pa smo v akciji. V akciji smo. Akcija, brodi. Tomi Krušič in pogovor ob ognju. Bonfire. Bonfire stories, stari. V glavnem, ta ideja je prišla čisto po nesreča. Ne? En dan v pisarni, mi dva. Ej, Ne, lažeš, jaz to kar prekinu. Dej. Ni bilo tako. Kaj je V bilo? pisarni si ti nadaljeval. Mija sem bila na zadnji, ko sem bila tle v Bognu, 6 ur. Jaz ti rekel, nekje proti koncu flaše viskija, ti obede, da je sober oktober, da ne bi tega ponovil danes. Yep. Ampak nekje proti koncu ti rekel, jaz bi imel podcast prav tle. Prav tle, o Bognu s tabo. Tle boš me postavil, In evo nas. vizualiziral in tako je bilo. In evo nas. Čin. Sober oktober. Čajček. Na čajčko, ja. Ja. Sober oktober, stari. Brez alkohola, Ja. brez nikotina, brez kofeina. Ni tako težko, kot sem mislil, da bo. Tako si zadal, a? Aha. A ti imaš kaj? Ja, isto, brez alkota, pa brez substanc. Čeprav jaz sem rekel, naslednjič, ko bi to delo, mogoče microdose bi si pustil. Ker se, Vse jaz sem si ga, ja. aha, ker je za povezave nove živčne se tvorijo, ne? Ja. Zato sem se pogovarjala, glizaniš v ofisu. Ja, A ne, ti si rekel v bistvu, da te je kava. ja. Kava te je presenetila? Po 3 dneh. Po 3 dneh sem imel občutek, mislim, mene začne glava boleta, ne? In mene nikoli glava ne boli. Pač hidriram se, ka prasac, ni panike. In mene začne glava na polno boleti, kot da bi mi en možgane stisko, prav tako stisko, a ne? In jaz tako, kva je to, stari? In pomislim, evo, kava. In 3 dni zapored me je, tam okoli 1-2 me je začel prav stiskati v možganih. Ampak poj pa nehal. Zdaj sem pa good. Niti ne pogrešam nič. Hudo, Ja, še dol sem si zdaj, da enkrat na teden grem v savno, hudo. ampak brutalija. 3 runde, 25 minut na 90 stopinj, se pravi med 20 do 25 minut, greš ven v mrzlo vodo, 5 minut, oziroma jaz sem bil noter, dokler nisem začel halucinirati, in pa greš ven in se pač umiriš in spet ponoviš 3 runde, a ne? Od Hubermana drugače tudi. In dejansko, stari moj, jaz sem še danes bil utrujen, tako da sem mogel power nap narediti. Res? Tok te izmuči, ja. Feeling pa nenormalen. Sploh, ko greš v mrzlo vodo, ko si noter, ker pač ne veš, kje imaš komolc, kje imaš kolen. Ta feeling, ki si opisal, ko priješ iz sane, pa umrzlo vodo, pa noter v halucinacije. Ja. Ker tako kar malo se reseta vse v glavi. Ja. To je isto, kot pri dihanju temu, a ne, Wim Hofovskem. Ko zastane uno, pa vdihneš, ta complete reset, pizda meni je to tako seksi feeling, res je hudo.
Ker se vse malo tako sprosti. A ti povem eno skrivnost, drugače mislim skrivnost, zakaj sem zamujal danes. Glej, sem bil v savni. Se pravičujem, manjke, kad ste voga. Dober si. Ampak ja, direkt. Kaj ti gre po glavi, ko si v savni? Ko sem v savni, kaj mi gre po glavi? Ja, kje imaš misli, me zanima? Pisa, čisto odvisen. Ne vem, a ti imaš prvo neko specifiko, ko razmišljaš v savni? Jaz sem opazval sem se zdaj, ker sem se opazval in tako do 10 minute po svoje. Razmišljam o novih tatujih, razmišljam o biznisu, razmišljam o ženi, razmišljam tako o random stvarih. Po 10 minutah pa bolj ne razmišljam, koliko časa sem že not, koliko časa še mislim zdržati, pa ok, zdaj se je začel. Kaj Drnikovič na drugi epizodi mi je rekel, Jure, jaz mislim, da takrat karata težko, takrat se je šele začel. In to imam zdaj v glavi skosa. In no, v savni je to pri 10 minutah pri meni. In takrat si jaz rečem, ok, zdaj začnem borbat. Zdaj moram pač misli pelati drugam in probam imeti malo občutke, malo srce, malo jajca, tako. Probam malo pozornost, držati. Ampak mi ful ni dober ritual. In zadnjih 5 minut je bilo trpljenje. Tako pa tako sem hotel iti ven. Bilo zdaj, včeraj, ko sem bil v savni. In kar sem naredil pol, sem začel od 77 nazaj odštevati. In ko sem prišel do 0, sem prištel še 23. Ker so to dve moje ful prisrčne številke in skupaj ti data 100, no in sem bil tako še minuto, pa še malo noter. Tako da sem prišel do 25. Ampak je bilo čisto iz ega, kar mi ni bilo najbolj všeč. Se mi je zdelo, da sem tako pač šel preko sebe. Čeprav verjetno savna tudi na nek način je taka. A da greš preko sebe? Če jo na ta način delaš, za to res. Za mental. Ja, za mental pa tudi, da res dosežeš ta efekt v telesu, tega reseta. Ja, igram se, mislim, jaz se tudi včasih igram s tem, koliko lahko grem čez sebe. Včasih pa sem pustim, da misli pač stavajo, pa grejo vse okoli, naredijo cel krog, pa pridejo nazaj, malo bolj zrelaksirane kot kar prej. Te aktivnosti so meni ful hude, ker v bistvu tako traja dlje časa, pa ne počneš nekaj konkretnega, ampak si basically sam sabo in pa se sam tako predalčka vse. Tak, na začetku ful kaos, pa tako, ki si rekel, če si 20 minut, 30 minut, kaj meditacija se mi zdi. Meni meditacija predstavlja glih to, da se usedem, pa se malo hangam. A se spomniš začetkov, ko si začel meditirati? Zdaj sem po moje prvič meditiral, stari. Jaz sem bil po moje, ne vem, če niso bili te Bruce Lee filmi, pa Jean-Claude Van Damme te filmi, krvavi šport, ki so bili te borci, pa včasih je bila še kakšna ta meditacija vmes. Ne vem, koliko sem bil star, to je tako 7-8 let. Takrat sem prvič, tako da se spomnim, da sem prav, ker sta fotor pa mat imela kakšen konflikt in mi je bilo preveč, sem se umaknil v sobo in sem šel tja tako. Se je bilo full funny. Ampak tako meni je bilo, takrat sem prvič, tako da sem začel uživati v temu, da imitiram nekoga, ki mi je bil idol v taki aktivnosti. Da sem pa prav začel meditirati, to pa ne vem, to so bile pa tako po moje. Kdaj sem prvi začel meditirati tako? Da si rekel z namenom epizodice. Zdaj bom pa jaz začel to delati, zato ker pravijo, da je dober ali pa ker verjamem, da mi bo pomagal. Po moje, ki je bila kakšna stiska, prve stiske, ki so se pojavljale. Kako? Ja. Okoli 20-ih, po moje 21-ih, 22-ih. Spomnim, da sem imel eno krizico in takrat sem videl, da meditacija mi nekako pomaga umiriti. Nisem še vedel takrat, kako vpliva na amigdalo pa to, ne? Ja. Ampak sem sam pač nekako testiral to. Pa veš, moja mat je ful duhoven človek, ne? Ja. In jaz sem že tako, ker tam malo sem hodil dosti po teh kempih, pa to, ki so imeli z taoinom, tai chi variante, pa ta kitajska filozofija. Tako da jaz sem kar odraščal s tem, se spomnim. Pa tako, včasih sem prakticiral, pa nisem več, pa tako, po potrebi v bistvu, ne. Kar mi je tako, na trenutke mi je malo žal, oziroma zdaj se mi zdi neko obdobje zadnjih x let, kaj se, vem, 2-3 leta, da pa poskušam malo bolj spet vzpostaviti konsistentno
ampak vmes je bilo dokaj neuspešno, zdaj z tam malim, zdaj se pa spostavlja. Ja. Zdaj v bistvu tranziram v neko nov chapter. Če bi te človek vprašal, zakaj meditiraš, kaj bi rekel? Zakaj meditiram? Meni predstavlja to neko obliko kvalitetnega preživljanja časa samega sabo. Samim sabo. Ja. In nimam nekega cilja, v bistvu sam vidim, da če delam to konsistentno, da dobro vpliva na moj life. Da to delam recimo parkrat na teden. Ne. Ja, imel sem obdobje, ko sem vsak dan, ampak vem, da ni take potrebe. Ampak če delam to parkrat na teden, mi ful pomaga. Pismo, ja. Strinjam. Veliko folka me vpraša, veš, mislim tako, ko jim omenjaš meditacijo, pa niso še meditirali ali pa ne vem, se s tem spoznavajo, pač kako to narediš, ne? Kako to delaš? Kva bi ti rekel? A si imel ti tudi obdobje, ko si se dejansko to sprašval, ko si šel meditirati, tako, a to je to, kaj zdaj? Kaj bi zdaj mogel biti? Ker jaz sem dost ali pa je bil samo moj takrat to glasen še, ker zdaj ni, ne? Zdaj točno vem, da grem pač se povezati sam s sabo, grem v telo, pustiti misli, da grejo in vem, kako se bom bolj počutil. Ampak na začetku sem se pa prav, nisem videl pointa. Ja, ampak nisi videl pointa, zakaj si še vedno delal? Kaj je bil ta tvoj na drugi strani? Zato, ker so to delali ljudje, ki so mi bili vzor. In vsi so govorili, da je to nekaj, ne? In čez dalje bolj sem to poslušal in pač pa sem bil tako, zakaj bi nehal, ne? Moja izkušnja prva je bila, recimo, karkoli sem šel novega delati, kar je bilo z nekim tako spreminjanjem stanjem zavesti, ali pa tudi meditacija v bistvu je bilo tako, ne da nisem verjel, da se bo kaj zgodilo, ampak ful sem čakal, a je to? A je to? A sem zdaj v temu? A je ta stvar? A to zdaj prav delam? A je to tako pač? To, ja. Ta neočakanost verjetno, ne? Mogoče, ja. Ja. Se mi zdi, da pol tako, jaz sem res rabil krkšen let se tako konstantno dajati v to, ne? Pa se truditi, pa biti v tem noter, čeprav mi je govoril pač 5 stran, da sem pol prebil let dejansko, pa bil dejansko v stanju meditacije, ne vem, kako bi rekel. Sam s sabo, da sem vedel, zakaj to delam, da sem brez pričakovanj šel noter. In to me je Turk naučil, Mateja, ne? Kdo drug. On mi je prvi tle imel odgovore na moje vprašanja, ker drug mi ni znal noben tega povedati, ne? In tako zdaj, ko me ljudje recimo glede tega vprašajo, rečem, lej, ne pričakovati rezultatov prehitro, ne? Sam deli to, zaupi procesu. In mi je ful všeč, recimo, to sem prej hotel reči, da imamo ljudje, recimo, kot so Huberman, pa podobni, ki jim lahko zaupaš, ne? In dejansko, kar on reče, jaz verjamem, da je res, da je dober. Tako da, če se izkaže, da je on v bistvu en manipulator, ki slabe stvari predlaga, sem ga jaz najebal. Ker kar on reče, da je koristno za telo, mu jaz verjamem, si pol malo preberem, sem curious glede tega, ampak grem narediti, ne? Ja, ful je zanimiv, ko v bistvu ta New Age se mi zdi, da skozi iščemo, pa ne sam New Age, ampak tudi ta pač zahod, ne? Skozi iščemo neko to klauzalno, se pravi, pijem čaj in zato sem zdrav, ne? Zato sem zdrav, ne? Ja. To je ful dober. Ta Toni Majhan s Tonijem smo imeli par takih pogovorov, on je vedno ta primer dal, tako ta pijem čaj, zato sem zdrav, tako si mi razlagamo. Kitajci, ne, v bistvu ta neka filozofija, ki pa izhaja iz cele te neke meditativne scene, je pa vedno pijem čaj in sem zdrav. A veš, je vzporedno, ne? In tle tudi pri vseh teh stvarih, ki jih mi delamo, pa ta biohacking, pa vse to, ful iščemo, se mi zdi, da ful iščemo neke razloge, ne? Ali pa, ja, stvari, ki nas bojo, improvale na nek način, a v bistvu je vsaka stvar ima smisel sam takrat, ko je stvar v centru, Če je smiselno to, kar sem zdaj povedal. Probi biti malo bolj
konkretno. Ja. Kjera stvar pa kdaj je v centru? Ja, recimo, se pravi, glih meditacija, recimo, če smo na tem primeru, a ne? Point meditacije je meditacija, ne? Tako kot point vsake aktivnosti je aktivnost sama, ne to, da ti pa zdaj tako, a ne, tako tle fotri 30 let pametujemo o tem, meni včasih malo neprijetno na ta način filozofirati, zato ker se še vedno imam za pač nekoga, ki srča, ne, ki ni prišel do zaključkov, ja, išče, zato je tašča. Ampak tako, nekako vedno bolj dojemam, da največji meaning mi dajo stvari takrat, ko delam pač sam stvar, brez da bi se ukvarjal z outcomom, ne. Se pravi, vsi te flowi za nos, flow, ki ga iščemo, a ne, se po moje to najbolj dragocena stvar, igraš basket ali ne vem, se ljubiš ženkico ali dizajniraš, ali ko padaš v ta flow takrat, vsaj zame, ne vem, so to neki najlepši momenti, ki jih živim. Ker v bistvu takrat rečem, da experiencem life, a ne. Čim pa zdaj, ker sem bil v tej fazi, se mi zdi, da zdaj malo prehajam iz nje, ker sem skozi iskal, kjere suplemente moram, koliko meditacije, tako, cel ta schedule si narediš, na kakšen način boš fajtu to, a ne, v bistvu zamujaš pa tako lahka, na drugi strani pa zamujaš full enga life, a ne. Zato meni performance nikoli ni bil tako ljuba stvar, a ne, zato se dostikrat pogovarjala. Ja. Kaj skozi neki moraš tam gledati, ja, ne vem, stari. Ja. Meni je live več od tega. Lepo je enkrat to dojeti. Ne vem, če sem že dojel, ne, sam vidim. Si. Fora je ta, da zdaj, odkar sem foter, malo boš v klubu, ne? Malo, ja. A si ready, se pripravljata? Valjda. Kakšne so priprave? Priprave so take, da sem prebelil steno, zaflikal razpoke v steni, premaknil omaro, sestavil komodo, karkoli, stari. Nič mi ni težko, vsem uživam, pač gledam Ano, koliko je ready, koliko je organizirana, zanj sem jo gledal, kaj cune zlagala in sem bil tako, pismo. Za mojega otroka bo vedno lahko en poskrbel, stari. In to je tako lepo videti. Tako pač, prav pomirjen sem in vesel in sam, ko mi čakam. Sej so oni strahovi, ki jih bolj drugi mi dajo. Sam jih sploh ne čutam več. Jaz jih nimam, glede tega res ne. Ampak rekel si, da ti drugi dajo. Ja, to pa, kako boš lahko še to delal, pa gor dol, pa tretje. Sem rekel, tako, če začnem zdaj o tem razmišljati, me bo strah misli, ker itek bo šlo v negativo, a ne? Pač vedno gre, pri takih stvarih, ker začneš overthinkati. Sem rekel, ker se bom soočil s tem, se bom s tem soočil. Ne glede na to, kaj bo, toliko zaupam sebi, da ko sem v situaciji, ki je treba pač stisniti zobe ali pa nekaj narediti, ne, vedno sem do zdaj pač pokazal, da zmoram. Ne. In bom si to prešparil za takrat. Ne rabim zdaj nobenemu dokazovati, da bom zmogel pol. Bom pol dokazal. Ne. Se mi zdi, da je tudi to veliko naredil, da sem toliko pozoren na to, da sem res v trenutku. Ne. Da ne probam iti preveč v prihodnost. In strahovi dejansko res začnejo počasi zginjati. Ker klej ti nič ne manjka, klej je vse v redu. Ne? A bo otrok zdrav, a bo gor dol tretje šlo brez komplikacij, koliko jo bo bolel. Ja, zdaj jo ne. Zdaj je vse v redu. In zdaj bomo v tem trenutku. Ful hudo. Ja. Ful hudo. Škaj se spomnil? Spomnil sem se na eno zgodbico, ki si mi jo enkrat povedal, pa ne je bilo na zadnje, ki sva bila kle, ampak bi jo ful rad še enkrat slišal. In to je bila zgodbica, ki si bil na Tajskem v nekem samostanu. Ja, na Vipassani. Ja. Daj povej to zgodbico. Gor na sever. Lahko. Lahko še malo pauziram. Lahko. Malo pauziram sam zaradi tega, ker mi je še zanimiv se zapričati o tem, kaj si zdaj začel. Okay, razen, če si hotel preskočiti. Ne, gut je. Nisem si kar hiter tranziral naprej. Zato, ker nisem hotel spustiti te zgodbe, ker jo res hočeš slišati. Dobiš. Ja. Tako, zadnji let ful razmišljam o tem, ne? O tej, pač opazujem to moje tranziranje iz nekoga, ki je res se veš, pač probal sem biti povsod z vsemi največ social butterfly, ne? Ja, razprošenosti, ne? Naokoli, pa nisem
mislim tako, se mi zdi, da sem doskrat dobil učitek, to mi preveč je razprašeno vse to. Sam tako, kad gledam za nazaj, tok ti da to, da v eni fazi sam probavaš, pa eksperimentiraš, pa skačeš iz stvari na stvara, ne? Ja. Ampak je pa tudi umetnost tranzirati pol v to, saj zdaj sem v neki fazi, ko ful občudujem ljudi, ki delajo eno stvar, pa recimo ne iščejo v 1000 stvareh užitek, ampak iščejo v bistvu v eni stvari 1000 užitkov. A veš, kaj mislim? In to mi je toliko fucking ratal inspirativno, da človek lahko krafta, a veš, ta Japanese style, ne? Jiro Dreams of Sushi, ne? Da v bistvu ti svoje življenje posvetiš enemu karakterju in uživaš v tej stvari. Da je ti to nek fulfillment, ne? In to ko sem pač ratal fotor, mene je toliko udarilo ta stara stvar. V kakšnem smislu? Je v smislu to, da zdaj kar naenkrat, prej sem lahko šel, kamor sem hotel. Kaj je identiteta, da se je spremenila? Ne, sam počutil sem se, da je moja svoboda ujeta. Ne, moja svoboda je omejena. Aha. Ne da štekam. Ne moram jaz experiencati več, ker pač, ne vem, bi rekel, da sem dosti experiencev, ampak da jaz ne morem takrat, ko si jaz zaželim, a veš, iti nekam, ker se mogoče zdaj od mene pričakuje nek drug nivo odgovornosti, a ne? Ja, razumem. Ker vse ni to nek projekt, ki ga lahko poziraš, ali pa nekaj sen, če hočeš biti tle za tamalga, pa za njo, a ne? Kaj je tak MVP, ker ti si v bistvu tle zraven sam support, ne? Pa se moraš dedicatati temu, ne? In to tranziranje v to odgovornost, v to neko zrelost, je kar bumpy road za našo generacijo, #YOLO, a ne? Ja, sama ni to po eni strani pač sam, koliko si ti zmožen sprejeti situacijo tako, kaj je. Verjetno. Pa da je to nek v bistvu mehanizem, da recimo ego noče sprejeti, da zdaj pa čas, da pozornosti več dobi nekdo drug, oziroma da moraš delček svobode nekomu drugmu dati, ne? Sploh, če si tak svobodoljub, kot ti. Ja. Jaz sem mislil, da sem full ready za to. Da sem pripravljen tako, mentalno. Pa, ko sem prišel, ko sem postal, ko je prišel dan, je bilo top. Pa tako, je bilo to leto kar tako roller coaster, ampak na način, da takih občutkov, ki sem imel letos, a pa zadnje leto, še nisem nikoli imel, ne? Tako res je čisto nekaj novega, ne? V drugi strani pa vse postane tako težje, ne? Veš, nimaš tega enega sej imaš, valjda, če se dogovarjaš, pa jaz imam, mislim, ni najtak zlato, ne? Pa sem se zmenil, pa ja, pa celk, ampak tako, kad ti nimaš, zgubiš mogoče nek prostor za henganje sam sabo, ne? Sej mogoče zaradi tega zdaj toliko bolj cenim to, ne? Pač čas, ki si ga imel prej za to, da si delal stvari, ki te paše delati, ga zdaj posvetiš otroku. Nekomu drugmu, ja. Koliko se ti pa zdi pomembno, da še zmer, lih zanj sva se to pogovarjala, ne? Da sebe ne zapostaviš. Se to, ne? Se to. In včasih ni tako, da ti veš, da se ne smeš, ampak včasih pride tako, da ni časa sploh, da ga namenaš sam sebi. Ko so trenutki, a ne? Pa moraš to pač malo bolj zmenedžirati, ne? Ker jaz vsem, kar sem naredil, recimo zdaj, ko gledam za nazaj napako, nisem takoj time managementu na pravi način, ne? Ampak sem tako v bistvu še šel v drugo foro, da se testiram, koliko lahko še zdaj več naredim, da še bolj providam za njo. Ja. Na vseh frontah. Izgovor. In biznis, in doma, in, a veš, tako na vseh frontah. In pa sem najdel svojo mejo, pa me je zabil, in pa sem rekel, ok, tukaj je meja, gremo zdaj en korak nazaj, pa sem rekel, ok, gremo si spet schedulati čas zase. Sama ni zanimiv stari, lej. Pa to je ful pogosto danes, pa se mi ne zdi prav. Oziroma se mi zdi, da je to nekaj tazga, ker moramo znova
se o tem vprašati, je to še naša resnica, hočemo tako kot kolektivno biti prepričani, da je to prav. Da ko pridejo take situacije, kjer je treba žrtvovati nek čas za nekoga drugega v tem primeru, iz kega žrtvuješ? Iz časa zase, ne iz biznisa. A ne? Zakaj ne more biti čas zase svet, tako kot je biznis svet? Da tudi takrat, ko se ti ne da, boš naredil nekaj zase. A veš, ker takrat, ko se ti ne da, boš sigurno odpisal na e-mail, pa to, zato ker moraš. Ker nekdo drug čuti odgovornost do tebe. A ne? Kaj pa ti sam do sebe? Ja, jaz se strinjam, jaz sem razmišljal na ta način. Ne? Pa vsem sem človek, ki bi rekel, da sem dosta altruista je v meni. Ne? Mi ni težko sacrificati malo sebe za srečo človeka, ki je od mene, ja. Ki ga cenim. Sam, po moje, ki gledam za nazaj, mene sfukal to, ki je glih ta AI prišel ven, se pravi, a veš, large language model je prvič, ne, Open AI, ChatGPT, ja. je prvič tako prišel mainstream. Ja. In si imel občutek, da boš zamudil vlak. Ne, da bom zamudil, nisem gledal tako, ampak kar naenkrat je vsa, v bistvu, jaz sem to mislil, da bo malo, nisem tako spremljal in sem mislil, da bo malo zamikom prišlo. In v IT-u, ne, jaz sem pač v UX-u, je v bistvu kar naenkrat se pojavil ful ene anksioznosti povezano s tem. Ne. Mene pa na vprašanje, mislim, me je pa postavil na kocko ves moj plan vzgoje, a ne, kar naenkrat, ker v bistvu se je začel full shiftati vse, a ne. Jaz sem mislil, to bo vsem pošlo čez 20 let na ta način. Ja, ja. Pa je pa ful kar naenkrat, a veš, naredil tako paniko in preplah, a ne. To je zdaj tle, cak. In jaz sem videl, da sem imel ta problem, da zaradi tega, ker nisem več sam jaz, ker sam sabo sem lažje bil v present momentu, a ne? Se pravi, lažje sem bil tukaj pa zdaj, tako kot si ti zdaj razlagal, ja. Ko pride problem, ga bomo reševali. Tem, ko imaš pa ta malega, te pa konstantno malo vleče v prihodnost. A ne? In v prihodnosti se ponavadi najde anksioznost. A ne? Ja, ja. In jaz sem videl, takrat je bilo samo tako preveč vsega in me je pač pozavgal noter, in nisem se distanciral. Če gledam za nazaj, v bistvu vse, kar bi rabil, bi en dan stopiti stran, ugasniti telefon, pa malo pomeditirati. Dati čas sep in bi bilo to. Ja. Tako da, potem, ko sem to doživel, sem si kar schedulal to nazaj. Tako da ja. Je nekaj, se mi zdi, da še nikoli prej ni bilo, v izobilju, kjer ga živimo, je res najbolj pomemben, da si sam zase odgovoren. Ne? Ja. Noben drug ne bo prevzel tega. Vse se mi zdi, da vse kolektivno, ali pa sam jaz poznam, večino ljudi, ki jih poznam, so tako, verjamejo v to, ne? Da se kolektivno zavest prebuja in premika malo v to smer well-beinga, ne? Torej skrbi zase in ne rabim pač. Ni zdravnik odgovoren za moje zdravje, ni maserka odgovorna za moje počutje ali pa vozle, ni trener športa odgovoren za to, kako jaz izgledam. Jaz sem, ne. Se mi zdi, da to je zdaj folk začel dojemati in tudi, ko gledaš razne primere v družbi glede tega, kakšni ljudje zdaj izgledajo, se mi zdi, da smo vse popravili glede na to, kako je bilo to 5 let nazaj ali pa 6, ne. Ali pa 10 let nazaj, spomnim se posod čikija. Vlak, ne vidiš nobenega več. Nikjer, stari. Dobro, zdaj te kurčeve vejpe, ki bom enkrat enemu samo vzel, pa vrgel smeti pred njim, pa rekel, zdaj pa se zjasena. Ne, ma ti vejpaš, ali ne, upam, da ne. Ja, no super. Ker to, stari, tega pa ne štekam. Ne? Da se pelem mimo avtobusne postaje, pa 13 let star mulc, brez sramu. V mojih letih, ko sem bil jaz 13 star, če si ti stari videl mulca s čikom, je bilo to kva ta dela, ne? Zdaj pa svašta že. To se mora malo nehati, po moje. In to ta Amerika, po moje, prevleče. Pa te videi, pa social media, pa ne vem. Itak, ko enkrat začneš puhati, se ne veš, za kva to delaš. A pa tega je ful, kao? Ful je tega, stari. Mogoče zdaj se malo zmanjšuje, ampak jaz sem tega ogromno opazil eno obdobje. Pa te vape peni, pa te zadeve. Pa to je verjetno sam neka faza, ne, ko smo, mi smo pa čikali, kao. Ni pa čikal, nimaš pa tam malih, pa se ne vidiš pravi, več mi smo čikal. pa kadila, ne? Ja. Prvi, drugi letnik. Zdaj pa pite Boga, kaj je boljš, ne? Ja, se to. Se ne može vedeti. Je bolj ta scroll social media, bolj je to vprašljiv, kako.
Ja. Kako nas to premeče. Sej zato pa je treba si narediti disciplino, sam sebi, da eliminiraš stvari, ki ti jih daje okolje, pa niso dobre zate. Ta prvo moraš vedeti, kaj to je, drugo moraš pa nekaj narediti za to. Lih zdaj s Turkom pripravljava to, kar sem ti rekel, ne pripravljava en program. V bistvu je en produkt, ki ne bom nič o njemu še povedal. Počas. Malo si se že navezal. Par sva imela. Namig je že padel. Vse to se ve, če kdo če ne pozna. Ne. Ampak sva že imela prve 2 sestanka, delovna, in gre v ta pravo smer. Pač. Uživam pa tako. Pomislil sem, ko sem to delal, pa tudi danes, ko smo imeli mi sestank, recimo, ko smo se pogovarjali o tem, kaj bo za underdoga še prihajal, sem si prav rekel, model, toliko uživam zdaj v tem procesu. Si excited? Ja, ma ne excited. Tako, kaj je, mi je čudovito. Top. In sem prav rekel še Ažbetu, en dan bomo pogrešali to zgobljenost, v kateri smo zdajle. To spontanost, da praktično vse, kar se spomnimo, lahko naredimo. Bravo. En dan bomo bili v okvirih, bomo definirali zadeve in pol naslednja stvar, ki nas bo rešila, je, da gremo delati nov biznis. In takrat bomo šli delati nov biznis. Ampak to je ta past, ne? Če ti konstantno si excited za nekaj v prihodnosti, spet nisi kle, spet nisi v trenutku. Ne znaš ceniti tega, kar se zdaj dogaja. Teh stvari, ki so se ti zgodile v zadnjih 2 mesecih, to je noro, stari, če pomisliš, a ne? Stari roller coaster, težek. V enem letu, nima veze. Ampak po moje, da bolj, ko bomo širili glas o teh zadevah, pač skozi naše primere, ne skozi take pogovore, kaj ta, pa tudi, če ni podcast, tudi, če je sam pogovor, drugmu povedali, koliko nam koriščijo zadeve, ki damo čez sebe, ki ga ne menimo sebe. Pa ne sam biznis, pa hustle, pa toksik, ta mentality, pa delati, pa raztrgi se, a ne, dokler si mlad. Ne, pač, ni to za vsazga. Po moje bo svet rtvo lepši, no, oziroma vsaj well-being splošen bo boljši. Ja. A zdaj lahko backtrackam? Ja, lahko greva na zgodbico na Tajsko. Daj, prosim. To si mi že na Čerinovem podcastu, si že probal, pa takrat se nisem dal, sem rekel, da bom pa šparil za underdoga. To, pa sploh še vedel, da bo obstajal. Pa še nisem vedel. Ja. A se pravi ta... Aha, na ta način si v bistvu že štartil z meditacijo. Štekam. Ja, fora je bila, da jaz pa nič, se pravi moja punca, sva šla za potvud za 1 leto pa pol. Kako? Baby mama. Baby mama. Sva šla za leto pa pol potvud okoli po jugovzhodni Aziji pa Novi Zelandiji. In ja, 4 mesece, pač ta klasičen gap year v bistvu, ne, malo podaljšan. 4 mesece Azije, pa Novo Zelandijo, vmes pač, ja, eksplorala, raziskovala, delala, imela sva še masaže na te donacije po kempih, pa smo, kreirali smo marsikaj tam, enih par projektov se je naredil, delal sem še za kosovske Albance v mediteranski restauraciji, pekel čevape za $15, 3 na postelci od Prebranca. Journey v glavnem, pa čist na koncu, preden sva šla domov, sem hotel narediti povzetek vsega in je padla ideja, da greva meditirati na sever Tajske, v bistvu na mejo z Burmo, ko obstaja nek program, tako kot ta Vipassana, če poznaš, to je tle v bistvu v Firencah, to je v bistvu oblika meditacije, ki se v bistvu je kakor nek dopamin detoks, ne, ti spiš na tleh, meditiraš po 8 ur na dan, 3-krat na dan, sedeča, stoječa, walking, hodeča meditacija, ne, ješ neko lahko hrano, ne vem, kakšen jabolk ali pa nekaj res tazga lahkega, ne, v bistvu eliminiraš vse, kar ti daje nek dopa, ne. Mindfulness je v spredju, to je nek ekstremistično. Ja, to je pač ta oblika meditacije, ki je pač tudi Buda, ne, učil pa prakticiral. In tam si imel tako, da v bistvu ponavadi je za
tle v Firencah, mislim, da imaš v Firencah, je za 10 dni ti moraš iti tja in 10 dni moraš ostati. Tle na Tajskem, pa tako ti lahko prideš za kogarkoli hočeš, pa greš pač kadarkoli češ, nobenega, pa tudi če hočeš imeti telefon ali pa kaj sabo, lahko imaš, lahko pa greš pač na ta težko obliko, da v bistvu ne gledaš nasprotnega spola v oči, da si v tišini, da eliminiraš vse. In ni če šla tako semi, jaz sem rekel, da gremo probati čim več. Pa sem se tudi pustil tam 3-4 dni, telefon sem ugasnil, nisem govoril teh 7 dni sva bila. 7 dni nisi govoril? 7 dni nisem govoril. In pač basically, dan je izgledal tako, da smo vstali zjutraj po moje nekih 4:30 in smo šli, ne vem, je bila takrat že prva meditacija, pol smo šli na zajtrk, ker si v bistvu ti takrat si dobil posodico riža in pa so prišli menihi in ti si v bistvu svoj riž razdelil med menihe. In to je nekako imitacija tega, kar se dogaja v budizmu, ker tako je nekako Buda naštimu, da spiritualnost sobiva z navadnimi smrtniki, da v bistvu menihi lahko jejo samo to, kar jim je podarjeno. Na drugi strani pa pač potem ljudje, ko menihi pridejo zjutraj v mesto ali pa v vas iskati hrano, lahko dan začnejo z nekim dobrim delom. Da nekomu nekaj dajo. In je taka kombinacija in to tam pač imitiraš in daš pač vsakemu menihu svoj zajtrk, da tebi ne ostane nič. Pol spet greš malo v svojo kučico, spiš na lesenih tleh, pol imaš spet meditacijo, tam okoli vrta, tako pod enih, tako luštno, drugače ene skale. In pol imaš pa ne vem take aktivnosti, kot pometanje dvorišča, mindfulness, zvečer spet meditacija. Kjer del izmed tega ti je bil najtežji? Ja, meni je bilo tako, da prvi dan sem bil tako ful navdušen, tako nekaj novega. Ja. Meni je vsaka taka stvar, ki je nekaj novega, je tako čisto hodil, balano. Ja. Ker tle sem zdaj z mojim, ki ga hengam. In v tišini, ko bo to jako, malo testiraš samega sebe spet, na nek način. In prvi dan mi je hudo. Drugi dan mi je že malo dosadno, ampak tretji dan me pa začel že boleti, ker ti v bistvu skozi meditiraš v sedeči, recimo, ko si v sedeči meditaciji, si, ne vem, 2 uri ali 2 uri pa pol, tam z ravnanim hrbtom, to že je malo neprijetno, veš. Ni čisto enostavno držati raven hrbet, pa tam zravnan neki, pa s svojimi mislimi, to mi ni bilo toliko bed, se mi zdi, da sem dostikrat padel v da sem odtavil, pa najdu nek ta blissful moment, tak zen. Četrti dan mi je bilo že kar težko, sem bil že tako malo naveličan vsega, pa 5. dan stvar spet postane ful enostavna, ful ezica. Zanimivo tako, kako trenziraš čez neke občutke, Ja. In kako se pa stvari kar pač poklapljajo. In pol 5. dan mi je bilo že tako navadeno. Olegel sem se tja, govoril nisem z nobenim, olegel sem se na tla, ker sem zvečer zaspal in se sam spomnim, samo ugasnil sem se. Tako nerealen občutek, zdaj, ker si spal, v bistvu zdaj si spal ne moram predstavljati, kako mi je takrat bilo, ampak takrat je tako, kaj da si skozi na eni mikrodozici. Pa ni nihanja? Ni nihanja. Mene je bilo tako, ta 5. dan pol je vse tako ful gladko. Sam pač si obstajaš, greš čez life. Sam si. Nič ne pričakuješ v bistvu, ker nič ne boš dobil. Nič ne pričakuješ, ker nič ne boš dobil. Misliš, da je to ena stvar taka, ki je zelo, da se zaradi nje toliko bolj počutiš, ker dejansko pričakovanja spustiš? Verjetno, ja. Nek nov odnos do bolečine razvijaš, ko v bistvu tebe neprijetno skozi, dosadno ti je, na trdih tleh spiš, lačen si, pač sama neprijetnost je, Ampak kar naenkrat tako ugotoviš, da tebi je lahko good, samo če
spremeniš odnos do tega. Ne? In avtomatsko pa si, mislim, verjetno so različna trajanja pri ljudeh, kako hitro lahko kdo twista, ampak ja, jaz se spomnim, da 5. dan je bilo tako, ok, to je to, kar se mi zdaj dogaja. Sprejmeš, greš in sploh ni več toliko zahtevna stvar, kot je bila prej. Takrat mi je, to je bilo glih po fotrovi smrti in jaz sem takrat v bistvu še imel ful enih misli, pa eksistencialne, pa karierne, pa z Nino zdaj, ok, the best. Ampak je bilo pa ful tudi lepega, ker sva glih imela leto pa pol potovanja, čiste svobode za sabo, žurke v kombiju, tako da je bil tak ful lep epilog vsega, Ja. Težkih in dobrih stvari. In po zadnji dan mi eden ta cimer, ki je odhajal, tako reče, sorry, Tomi. Here we go. Sorry, Tomi. Jaz ti moram nekaj povedati. Tako, pač jaz nisem govoril še takrat, Rekel, se vem, da ti ne smeš govoriti, ampak jaz sem danes bil najbolj zabit v tla stali s ponižnostjo, ker sem šel v sveto jamo meditirati od monkov. In sem videl, da v bistvu teh 10 dni, ki sem tle meditiral, v bistvu nisem niti po prasku vsega, kar imam še vse v obliki strahov in dvomov. In jaz tako, fuck, do tell more, stari, kakšna jama, kakšen sacred cave, kje je to? In itak nisem govoril, on meni tako prav, če želiš, ko čuje on mene nekako te misli, prav, če želiš, pej do monka, pa ga vpraši, če greš lahko noter. Jaz ko pokimam, hudo, zdaj čakam, da bom, da bo lunchtime, da bo pač monk šel nazaj v svojo kočo, ta glavni, ki je tudi neka hierarhija tam, in da ga grem vprašati za dovoljenje, da grem lahko meditirati v njihovo jamo. Tako se mi je zdel full epic experience, ker v Monkeju. In zdaj grem jaz tja, in ne bom nikoli pozabil, stari, jaz pridem do njega tako najbolj zadovoljen človek, tako pomlajen, on je bil po moje nekih 70 let, a zgledal ka 40, najbolj pomlajen, pa tako sta nasmešek, veš, ta blissful smile. Jaz tako se prečujem, jaz bi rad vprašal, če it's okay. Orange, mi da tako pomarančo, počakaj ti ima, jaz tako, da, rajde. Orange, hodo, je lupam v pomarančo, tako v tišini, on tako nekaj tam dela, prčka, tako, ok. Sorry, jaz bi šel v, it's ok. In mi da tako sok, veš, tako ta pingo, tetrapak tam ali, juice for you. Tako dobro, ok, bom še ta juice pil. Pa spet probam naplest vprašanje, on tako mene skensla, ker so še ene punce prišle tja, in tako, bil sem pa moja urca pa pol tam pa njemu, nič ga nisem mogel vprašati, skozi me blokira, in pol tako zdaj že cajt za večerno meditacijo, da gremo tja v tempelj, in jaz tako jaz bi šel v vašo sveto jamo. Ok, se brne in gre. In jaz tako, ok, ampak kje so navodila, kje je tutorial, kaj svetlo jamo. Jaz vem, da hočem iti tja, ne vem, kaj bom delal tam, kako spet, a veš, nič ne vem. In on zdaj tako mene pač skensla na tak ful simpatičen način in jaz tam ostanem sam v dvomih, kaj zdaj to pomeni, kje je ulaz, ok, in naredim še en krog in grem pogledat, vidim tam vhod, ok, ker tam smo hodili, ker smo walking meditation delali, smo hodili mimo, pogledam, ok, tako ful tak ozek tunnel, noter v neko jamo, nisem šel še pogledat in tako pa grem na večerno meditacijo in meditiramo in on si tako še prvoščil, veš, tako vsakič je imel po večerni meditaciji, je imel neko pridigo, tako nekih pol ure je govoril, tako basically kar nekaj, tako, in this forest we have tigers, snakes, but meditation brings you no worries. Veš, kao ta neke te kombinacije. In takrat si je še posebej pravošel tist večer, je začel nametavati, kao spiders, snakes, tigers, kao Pink Panthers. Ja, itak. In jaz se spomnim, meditiramo tam, ok, tako, to je res džungla, veš. Tam gor na severu pri Burmi, to je tako, glih tisti dan, Nina je videla tazga spiderja v njeni kolibici, medtem, ko jaz sem po metu in snake.
klasična. To je bilo pač parkrat na dan si videl tam kačico. In tako, te stvari ti tako malo puščajo, tako, veš, malo strahu. Skozi je malo strahu. Skozi je malo strahu, kako bom jaz zdaj tako noter, v čisti temi, topu, pa se prije polke stisnem zraven mene, ne vem, stari, kako to, bomo že. In zdaj vprašam tega, ker mi ta glavni ne povedal, vprašam njegovega naslednika, ki je bil tam zraven, ga vprašam, jaz se pričujem, meni je ta glavni govoril, mislim, danes dovolil, da grem v Sveto jamo meditirati. Rekel, tep. Tako, kaj si mislil meni? Kako to misliš? Ne, mislim, mogoče ne zgledam kakor The Chosen One, ampak je rekel, to, a si zihar, pravim jaz, ne vem, pač želim si, experience. Sem se rekel, kakšen nasvet? Pravim, ko boš tam, strah bo, ampak naj je. Samo to mi reče. Strah bo, ampak naj je. Wow. In zaključ. Jaz tudi on gre in jaz tako zdaj, kaj ne vzamem sabo, nič ne vem, cek, in zdaj grem jaz v kolibico mojo iskat spalko, vzamem spalko in grem zdaj v jamo, tako noter se malo, tako na začetku malo stisneš čez predorčič in pol peleš naprej. Takrat sem vzel telefon, da sem si lahko svetil za svetilko, in sem snemal tudi ta journey noter. In pridem noter, tako čisto na sredini, ena taka mečken prostor, pa tako en kipac od bude, pa eno leseno odrček, na katerem sem si dal pol spalko, in tam zdaj kao meditacijo. In tako gledam, sploh ni toliko bed, česa bi se zdaj tako bol. Ne, dokler je bila luč pržgana. Bal jaz izklopim telefon, se usedem kao po turško na spalko, da bom začel meditirati. In kar naenkrat, stari. To je pa tako nerealno, kaj ti manj začne delati, ampak to je sam horror, stari. Tako tako nešteto enih zvokov, sam zvok za zvok. In v bistvu vsak zvok, ki ga čuješ, ti malo tako sproži malo strahu. Sam doziraš. In v bistvu to mi je bila tako prav final exam, po teh 7 dneh te vipasane, mi je bil final exam v bistvu. Edini moment, ki me ni bilo strah, je takrat, ko sem bil v popolni meditaciji. Ker sem bil osredotočen samo na svoje dihanje. To je bil edini moment, ko jaz nisem čutil nobenega strahu. Ko v bistvu, takoj, ko sem nehal meditirati, se je začel neki premikati, neki, drgant po mojemu oltar, mojemu odrčku, neki tam okoli šušljati, pa pod mojo spalko, pa neki, pač ne vem, stali. Bilo je vreten male, večje životinje, kaj je bilo, ne vem, ampak strah je bil ful prisoten, Tako, kot je rekel. Tako, kot je rekel. In pol, ko je bilo dihanje, je pač vse zginalo. In tako po moje sem takrat imel najglobjo meditacijo v lifeu. Kolikrat si pomislil na to mantro, ki ti je dal, ko si bil v meditaciji? Doskrat. Je bila ta prava mantra, ne? Ja, ta prava. Strah bo, sam ne je. Strah bo, ne je. Kaj si prinesel ven iz te jame in zdaj še vedno mogoče nosiš s sabo? Fak, ja. Bil je en tak moment, ko sem po moje nekaj odvrgel od sebe, ker to je bil tudi po moje malo povezano z fotrom. Ampak ja, bil je dečko, moment, ki gre iz dečka v moškega. Ker sem prišel ven iz keva, sem bil tako malo proud. Sicer v 5 zjutraj me je po moje na WC tiščal, pa nisem upal ven, da sem rekel, ne bom zdaj hodil tle v temi ven, kaj je zdaj to neki tle. Upam, da se nisi poscal tam noter. Nisem se poscal, držal sem, brat. To je ta bilo malo slabo. Držal sem v sebi. Ja, in pa sem prišel iz jame in se spomnim, bil je kar tak proud moment, kao hodo. Experience. A misliš, da so menihi te tam, ki si jih spoznal? Misliš, da so srečni? Ja, po moje so ful srečni. A misliš, da oni srečo definirajo isto kot mi? Biti srečen.
Jaz se ne vem, kako jo ti definiraš, ne? Svetlej, po mojem, tudi vsak drugače definira. Kako jo res definiramo? Jaz mislim, da so merni, veš, tako da si rekel, umaknejo ta pričakovanja, zdaj si prej dobro rekel, umaknejo ta pričakovanja, poželenja, pa razvijajo odnos do življenja, ki jim omogoča, da pač, jim amigdala ne nabrekne zaradi 1001 stresne situacije, ki si jo mi dajemo tle v temu lifestylu, ki ga imamo, a ne? Te strah? Ne. Listek je padel. Ne je. Saj, ki ste vsi pogledali. A si kakšnega meniha vprašal kaj, da te je zanimalo tako, a si kaj, po domač povedano, a si kaj vrtovanje, tako na način? Ne veš, to mi je bilo ful zanimivo, da je ful folka je po meditaciji prišlo tam pred meniha in ga spraševali ta filozofska vprašanja. To. Meni osebno pa, jaz pa, kakor imam rad, recimo viski pa cigara, debata o Bogu s tabo, pa da malo sfilozofirava, mi sama filozofija ni preveč blizu. Kar je dosti čuden pa po moje zanimivo. Meni je bolj tako, zdaj, ko razmišljam, meni največ pomeni experience. Izkušnja, ne? Izkušnja, ja. In ki ti meni razlagaš svoje izkušnje, pa jaz delim tebi svoje, meni je to največji zaklad, ne? Ja. Bolj kakor, da si talava na svete, pa kaj bi kdo mogel, v kjer momentu, kaj je itak bullshit, ne? Ja. Ja, veš. Še v neki kombinaciji z resnico, ne? Jaz to pri tebi občudujem, pa po moje, da tudi ti pri meni, da si pač stvari poveva točno take, ki so, ne? In da drug od drugega ne pričakujeva, da bova koga gor držala, ali pa tako, zato ker pač veva, da drug za drugega sva kle, ampak ni pa zdaj neke potuhe ali pa česarkoli, ne stari. Handle your fucking shit, a veš, imam te kle, to ti govorim iz ljubezni, ampak pač lahko spremeniš, ne. V tvojih rokah je. Ker se mi zdi, da tega mogoče malo manjka. Da bi si ljudje drug drugmu dajali tako, da bi se rinili v še več odgovornosti zase, ne? Ne sej bo v redu. Ja, bo v redu, okej. Kaj ti to zdaj pomaga? Kaj lahko kontroliraš? Deva se na to spomniti. Stoiki pač, najbolj stoična stvar ever je, ne moreš kontrolirati to, kar se ti zgodi, lahko pa kontroliraš, kako boš na to odreagiral. In če se konstantno v teh sploh težjih situacijah na to upominjaš, je kar naenkrat zadeva bolj lahka za menedžirati, ali kako bi temu rekel. Ne? In ti in jaz sva se soočila pač smrtjo fotra. In če zdaj pomisliš tako na neki tazga, ki si včasih, ki si bil še tam malo pomislil, kaj če oče pa mami umre, kaj bom pol, koliko enega strahu se je sprožil. Ja. Ampak, ki si bil pa v tej situaciji, ki se je to dogajalo, si bil pa tudi pomirjen lahko. Ful pomirjen. Jaz ne morem verjeti, na kakšen način sem doživel smrt očeta, tako kot si rekel, ko si predstavljaš, kaj te je strah, ko si tam malo, kaj bo, kaj njih več ne bo, pa te pol eksistencialne vprašanja, kam gremo, če nismo kle. Tako se spomnim, koliko je bilo enega res strahu povezanega s tem, medtem ko pa imaš človeka, ki zapušča ta svet, pa ki mu ugaša življenje, pa je recimo v neki bolečini, jaz nisem mogel verjeti, koliko je bilo pri meni jasno, da je moja naloga samo to, da sem prisoten in močen. Wow. Da je ta referenca za njega največ, kar lazje ima. In nekaj podobnega se mi je zgodilo pri porodu, ki je Nina revala, je isto. Ti si v bistvu tako samo referenca moči. Za nekoga, ki je v neki bolečini. Ne prevzemaš njegove bolečine, nič, ampak v bistvu si tam stabilen steber in daješ in to človeku največ da. In meni je to pač odnos z očetom, ki sem imel, na kakšen način sva imela slovo. Je bila kar tako izkušnja, ki mi je dala v pogled, da te spremeni, ne? Ful. Ja, mislim, soočite sprejeti moraš eno obliko teme, ki nas učijo, da je boleča.
naši kulturi. Ne? Če pogledaš ti ostale kulture, proslavljajo smrt, mislim, ostale, ne vse. Če pogledava Amazonijo, če pogledava latinsko-ameriške, predvsem te Native American isto. Plemena predvsem. Ja, za njih je smrt pač hudo. Bil si kle, živel si, zdaj pa lahko greš se vrniti k bistvu. Medtem, ko pri nas je to, Bog pomagi, vse grozen. Ampak dejansko to, kar si zdaj govoril, na to sem jaz zanj pomislil. In sicer pomislil sem, ker sem se vprašal, katera je ena stvar, na katero sem do zdaj v življenju najbolj ponosen. In to je, da sem bil steber, ko je oče umrl. Da sem bil steber ne samo moji mami, ampak vsem mojim prijateljem, vsem, ki so pač izrekali sožalje, ki jim je bilo hudo, ki sem se jim smilil, sem jaz pokazal, da sem en steber energije, ki sije za vse nas. In nisem čutil žalosti, nisem čutil jeze, česar, kakšnega tazga čustva, ki bi mu rekel, mogoče neprijetno ali pa negativno. Čutil sem eno tako veliko resnico, tako je, to je life, ne boš se zbudil, mislim, mogoče, z te iluzije enkrat, ampak v tisti situaciji si in na čim imaš zdaj le kontrolo. In to po moje je to. Kle, če si sposoben iti v tisto stvar, na katero imaš kontrolo, torej kako ti zdaj na to situacijo reagiraš, ne da fejkaš, pač ja, itak si se zjokil, jaz sem se tudi, pač, a veš, šel si, pustil si lilje ven. Ampak, kaj je bilo pa treba? Ker si pa lahko bil močen, si pa bil močen. In to je vse, kar pač dejansko takrat po moje lahko narediš, ne? Ja. Bolj si dal povedal. Ja. A bi rekel, da ti je pustila smrt kakšno modrost? Ja, fulnih. Mislim, meni je bil ta smrt očeta mi je bila itak cel trip. Ki je nekako občutek sem imel na koncu, da je šel zame noter v eno trnje in rekel, to mi ne iti po tej poti. Fuck. To se lahko povežem s tem. Wow. Ker res, ja, bil je cel journey iz tega, da sva imela moment, ko on je imel tega kostnega raka, ne? In jaz nisem toliko, malo sem si zatisnil oči, koliko je hudo, pa on mi ni hotel tega predstaviti, koliko je hudo. Ni hotel, je rekel, to bo šlo na bolj, zdaj imamo transplantacijo kostnega mozga, super, ok. Jaz sem delal takrat še na MPG-u, sem bil v Haru itak po cele dneve za naše. In sem bil tako, ja, ok, če kaj rabaš, cc. In moj foter je bil po moje, on je bil res ta težka duša, ne. Ampak čista emocija, ful je bil emocija, zato ker je imel res težko življenje iz vidika tega, da ga je že od 19 leta naprej depresija lovila. Ne? In on se je rešil tako, oziroma se je rešil tako, da je pomagal ostalim. Pač empat je začutil, da bolečino drugih in na ta način pomagal ostalim, sebe pa v bistvu še bolj tlačil dol. In na način, kako je on pol stopil naprej, si je navezal ful enih oziroma nase navezal ful enega sranja, podprl ful enih front, da ni mogel sebe čist reprezentati, ne, tako, kot bi si želel, in ga je sam vlekel navzdol. In v bistvu pol je, long story short, odprl je eno tožbo z univerzo v Mariboru, ki so ga takrat po krivem odstavili, on je bil pedagog, predšolska vzgoja, hotel je itak narediti vse, da bi otroci naprej dobivali to, kar on v svoji mladosti ni dobil od svojih staršev. In on je odprl, ja, takrat se spomnim tako to fronto in to ga je malo pokopal, ker tudi zaradi dediščine doma so se kregali, pa
Skregel se je s teto, skregel se je s stricem, skregel se je z mamo, skregel se je s prijateljem in v bistvu tako v temu, ko je bolezen na predvala, je on v bistvu vedno bolj bil zakrčen, vedno bolj oslabljen, a zaradi tožbe, ki je imel, je v bistvu vse, kar ga je držal na površju, je bila jeza, s tem je operiral in to je bilo stanovanje polimano, vse z, odločbami, z zakoni, ni da ni. In je bil tak mu res, po moje, temačnem obdobju in se spomnim, da zadnji trenutek, ki sva imela, oziroma predzadnji, ni bil to niti zadnji, niti predzadnji, ampak takrat sem mislil, da je zadnji, je, da so se pelala na polikliniko na transfuzijo in sem mu rekel, da čale, jaz nič več ne rabim od tebe, v lifeu, bom poskrbel zase, edino ne imeti slabih odnosov s familijo. Jaz sem pa ful človek odnosov, stari. Mene pa tako to na daleč najbolj prioriteta. Predvsem familije, ki si jo pač vsem nekako zbereš. In čale meni tako, ne, Tomi, kaj je s tabo, ti nimaš pojma v življenju, tako še preklejo name, prvič. Pa res čale je bil meni tak support. Takrat sem ga videl, da ga je bolezen že toliko načela, da ni mogel več handlati, v bistvu kakršne koli kritike. Še posebej, če pride to iz strani sina. In jaz sem bil tako, ok. In kao to neka konfliktna situacija, se skregava in jaz ga pustim tam in čez en teden njegova punca mene kliče, Zvone, tvoj oči je v deliriju, on zapušča svet. In jaz tako, what the fuck, že tako stari se nisva dosti videla, ne vem, zadnje 2 leti in pa zadnji moment konflikt pa skregati se. Kva si občutil takrat? To me je sesul. Se pravi, tako, res. Že tako sem imel skozi malo slabo vest, veš, kaj je fotor, v bistvu, pa res, on mi je dal toliko suporta, zdaj, ko gledam, zdaj, ko sem postal fotor, ko gledam za nazaj. Ta človek je meni dal toliko ene pozitivne dote, toliko ene tako in od empatije do zadovoljstva, do veselja, pa zaradi njega sem tak pozitivten. Veš, zadnja situacija bo pa to, da se pa zdaj skregava. Prvič v lifeu se spičiva na smrt, on name v bistvu. Čutil krivdo? Ja, sem. In sem bil tako, kako nisem to malo drugače shandlil, obrnil, jaz sem njega skozi prepričal, ne bi depresiven, bod srečen, nisem štekel v bistvu, kaj doživlja. Nisem imel posluha, nisem imel izkušnje, nič nisem imel. Sem bil tako, fotor, jaz rabim fotra, mi kaže pot, kako biti, kako ne biti. Svoje pričakovanja si na njemu. Ja. In pol pa gremo na intenzivno nego, doktorji pravijo, ta vikend bo še z nami, pa je konc. Jaz rečem, ok. In zdaj tako takrat so bili skregani neki vsi, in so bili tako, da ne bi slučajno koga od domačih pripeljal. In jaz sem bil tako, to je pa nekaj, kar bom zdaj naredil kontra, ne bom poslušal, res. In sem takrat se spomnim pripeljal vse. Ker pač to, fotor se je poslavila, stari, mama, teta, vse. In ta star presežem, kakor je čuden to na podcastu govoriti, ker je vsem taka intimna izkušnja, ampak z vsako solzo, ki je padala od sorodnika na njegova prsa, je fotor prišel malo nazaj. V 3 tednih je iz kome stari, ki so ga odpisali, prišel domov, bil sicer v vozičku, ampak je prišel na božičen večer 2016. Mislim, da je 2016, ja. Se. Je prišel domov stari, zavesten in tako, prav tako, nazaj. Premagal to pljučnico, ki je fasovane, premagal ta delirij, premagal komo in prišel nazaj k njegovi punci, pa moji polsestri. In ljudje so takrat bili tako, in to mi je dal takrat, to mi je bil tak en proper insight. Ok,
odnosi so fucking vse. To mi je pa sam potrdilo, veš kaj mislim. Wow. Ker dejansko z vsakim, ki je prišel, in pa ko sem se pogovarjala s Čaletom, ker v njemu je bila pa sam wisdom, stari, ki je prišel nazaj, je bil tam po svojemu kavču in je bil sam umerjan in mi sam razlagal, kako je doživljal to komo, kaj je vse videl, kaj je vse haluciniral, kako je doživljal vsakič, ko je kdo prišel, s katerim je bil skregan, on to vse zaznava v modelu, stari. In ko je prišel nazaj. Kako kot energija? Ja, kot na kakšen način? On mi je takrat razlagal, da jih je videl v neki obliki biti, ampak na taki res halucinogene variantice. Ne dojema. Ne? Ja. In pol je postavilo se v neke take situacije, ki so mu vrtele spomine nazaj. In ja, stari, imel je možnost pucati, stari, imel je možnost pucati vse te konflikte, ki si jih je nakopil. Točno to. In takrat so pol hangala 4 mesece s Čaletom. Wow. In ja, to je bila čisto nova oblika druženja. Jaz sem prišel tja, malo sva se zapričala, kaj sva skuhala, če mu je bilo težko, sva se malo legla, malo sem ga objel Čaleta. In tako, res proper quality time. Si pa vedel, da še zmer zapušča počasi svet? Jaz sem takrat samo to vedel, da moram izkoristiti vsak moment in vedel sem, da ne bo šlo čez, da je okolje, v kjer ga se je postavil, da je pač prenaporno za njega, da bi naredil res pač miracle, ampak da imam reprizo, da to konfliktno situacijo, v kateri sem skoraj zaključil moj odnos z očetom, pretvorim v nek res kvaliteten hangout. In vsakič, ko sem prišel, takrat sem se začel učiti, vsakič, ko sem prišel tja, biti njemu steber, pa lep moment v dnevu, ker sem prišel, meni se nič ni smilo, jaz njemu nič pokazal, pač kva je fatra, bo basket igrala, veš, ona tam ne vozička. Ampak njemu to sedela, veš, ker ga nisem dol tlačil, se na ta način dvigval, In pa sem imela možnost, se pravi, čist na koncu je bilo tako, da se je spet pač vrnil ta delirij in je bil res že ful slaboten, ni se več zavedel, bolečina je bila premočna in pol v kliničnem ga niso sprejeli, smo ga odpeljali na hospic, vsaka čast, takrat oni so rekli, v ponedeljek ga prepeljte, jaz sem rekel, dajte, ne vem, če bo do ponedeljka šlo, če se da, danes je petek, bi danes prepeljal, sem rekel, ajde. In pa se prav spomnim, Ninči je bila tam še z mano, mi je prinesla nekaj za jesti, rekla, jaz ne bi bila tukaj, ker mi je malo neprijetno, sem rekel, ni panike, bom jaz le sam, nekdo mora tam spati, veš, zrana, ker imajo tako sistem, da imaš neko svojo sobo, ampak mora biti nekdo od bližnjih, ki ga čuva. In pa mi je prišla, gospod je prišla tja, ker sem jedel, mi je dala roko na ramo, rekla, gospod, mislim, da si želite biti v sosednji sobi, vaš oče zapušča ta svet, kao. Tako res like an angel, veš, čisto angelsko. In jaz sem samo stal, šel tja, ga objel in sem čakal njegov izdih. In spustil vso bolečino, stari. Vse, kar je pač preživel, težkega in vse, kamor se je zagozdil. In v tistem momentu presežem, jaz sem se tako začel smejati, stari. Ta soba je bila polna, Nina je prišla pol k meni, glih takrat, ko je fotor zapuščal, mi je dala roko na rame in je tudi ona rekla, da je čutila, soba je bila pač polna neke energije, ki jo je težko opisati z besedami. Ampak vse je bilo tako, kaj je moglo biti. In ja, to mi je bil res tak trippy journey, po katerem nisem bil več isti, Stari. Takrat je del mene pač, začel dvomiti v kakšne stvari, pa tako malo sem smisel life-a začel obračati na drugačne načine. Ful hvala, da si pošeril, stari. To je bil, noč sem bil, stari, videl sem vse, kar si govoril. Ful lepo. Veš, jaz to vedno, kad te zgodbe delim zdaj, pa kaj jih drugi tudi delite, si predstavljam nekoga, ki to posluša in je v točno tej situaciji. In mogoče sam ni dost močen, da bi vedel, kako se z njo soopadati. In kad to sliš,
da je ok, nisem sam. In mi je ful lepo, da tudi na tak način te zgodbe pridejo ven, v obliki podcasta, v obliki česarkoli. Ja, malo je nenaravno, ker je ful intimna zgodba. Ampak tako, kot si rekel, verjetno ima neke vrednosti, da si podajamo to naprej, v obliki izkušenj. In ja, jaz mislim, da meni je to eden pač večjih momentov v lifeu, tako da ga zelo rad delim naprej. Pa mislim, da tudi na ta način častiš to osebo. Ja, da spomin definitivno na to osebo prenaša potomec, ne ljudje, ki ga sploh niso dobro poznali. Zakaj bi potomec mogel biti tih, ker je to intimno, ostali bojo pa govorili, kako pa kaj je ta človek živel. Ne. Jaz bom s ponosom govoril o svojem očetu, kamorkoli bom prišel, ker vem, kaj mi je dal. Vem, kdo me je zbudil ob 7 zjutraj, ker se mi ni dalo vstati, da sva šla basket igrati. Presežem se. Veš, kdo mi je pokazal, povej svojo resnico, tudi če boli, povej svojo resnico. Obstajajo hinavske pizde, ki te bojo hoteli zmovzati za denar, ker ne vejo, kaj je to biti človek. In jaz vem, da tako in tvoj foter in moj foter, kjerkoli sta, pač sta v enosti, so vse en. Ampak če bi zdaj bila kle, pa naj jo gledala, bi bila nerealno stari moj ponosna. Tako bi bila pač, kvada fak je to. A bi bilo lahko lepš. In jaz mislim, da ne bi mogli biti. Tako da, kle vidim tako, mislim, ful tudi ene povezave, ki to govoriš, čutim, čez kva si šel. In verjamem, da je še kdo, ki je isto začutil, ampak ja, lih ta iluzija, da je ful strašno, pa ful grozno, ni res. Grozno je razmišljati o tem. Ampak, ko si enkrat tam, imaš priložnost pokazati, koliko si v resnici močen in kakšna v resnici si oseba. In zate in zame je to privilegij, da sva lahko naredila in da sva jih lahko pospremila. Gre za podajanje bakle naprej, pa tako, kot si rekel, neka čast, ki jo ti izkazaš človeku, ki zapusti. Ja, jaz se spomnim takrat pa tudi, kako je kasneje, na pogrebu, pa to, kakšen je bil to lep dan, veš. Ljudje dejansko, ki so se obujali spomine. Tako dejansko je smešano, zdaj kako opisujem to. Ampak res, ljudje, ki so prišli tja, sončen dan, raztros je bil v Izoli, na ladici smo bili, dalmatinske pesmi poslušali, une kanapečke, malo vina, pa obujali spomine, koliko je bil dober človek. Ker je bil res dober človek, Stej to sta. A veš, in gre. Ja. Nekako je naredil je svojo pot je, svojo izkušnjo je doživel kle, Pravijo, vsaka duša prije po svojo izkušnjo, se naučiti tisto, kar se mogoče ni do zdaj. In ne vem, mogoče mi isti cikl ponavljamo, Ampak a se ti kdaj zgodi to, da v sebi vidiš svojega fotra? Ja. Zdaj, mislim, jaz sem se tega ful izogibal, ker sem bil tako, jaz ne bi račel to smer, ampak zdaj, ker sem recimo s Tamalim, ker sem v momentu, v flowu za njem, ker začutim pač ta pure love, brezpogojen love, imam ful flashov fotra, stari. Shit, stari. Ker je vse to meni dal ona, Meni ta goofiness, ta humor, a veš? Jaz sem ful enega humorja vse pa, Jaz to pač sem ful vesel, da ga lahko na ta način vendam, pa je kdaj v malo ekstreme, jaz pa on sva se ražala, razumeš, mi sva imela take fore, da to je bilo noro. Mi sva bila sposobna se smejati po pol ure skupaj, tako da sva pač za čist neke butaste scene, Njemu so bile ful smešne te karikature, ali Simpsoni, pa te z velikimi nosovi, pa to. Če sva kakšne risanke gledala, te, a veš, ki so te ratatouille, pa to, On je crkaval od smeha celo risanko, jaz se ga sam poslušal in še zdaj slišim ta smeha, In tako vidim sebe, ki začnem recimo tako kakšne te fore Ani prodajati, pa ona tako, pa dej Jure, kva ti delaš? Še spomnim, kako je mat njemu rekla, pa ti nisi normalen, pa take, In tako prav je tako pizda, sploh ni nikamor šel, on se zajbava, zdaj se znorča čez mene. Presežem, točno to, kaj si zdaj rekel. On sploh nikamor ni šel. Ker v bistvu vse živi naprej prek tebe, Ja. A tebe je ful spremenil? Pizda, Meni je pokazal, resnico mi je pokazal, koliko enih mask, koliko enih fejkan je bilo, ker ti si bila brutalna resnica in nekrat sem bolj ne videl, kako resnica zgleda. Ne moreš fejkati tega. Ne moreš fejkati, ne moreš pobegati. Ne. Tam si. Ja, in ne vem, povezal me je ful z mami, mi je odprl neko novo dimenzijo,
Pa predvsem me je spremenil zato, ker sem v tisti situaciji res lahko bil ena zelo močna oseba. Zelo sem bil ponosen na sebe. Ni druge stvari, ki sem jo v življenju naredil, ki bi bil toliko dejansko ponosen na to. Da bi tako res bil tega pač mi ne more noben vzeti, niti se ne more to primerjati z dosežkom nobenega drugega. Štekaš, kaj mislim. Ker niti ni dosežek. Ampak je bil pure moment. Tako, kaj si takrat naredil? Kako si odreagiral? Ne vem, se Peterson ima tudi en lep rek glede očeta, pa to ne. Se ga zdaj ne bom spomnil, ampak v tem smislu, da dejansko, ko pokople fant svojega očeta, dobi vase moč pa modrost, ki mu da neko novo persono oziroma identiteto, da je zdaj on tist, ki nese naprej baklo, kakorkoli, ne. Nekaj na to sceno. Ja. To sem slišal, to tudi Denida je rekel, na ta način. Da moški postaneš, ko pokopljaš svojega očeta, ne? Ali metaforično, ali pa real life. To. Ja, brudi stali. Lepo je deliti te izkušnje. Všeč mi je, zdaj sem razmišljal, oziroma že zadnjič sem razmišljal, zakaj te toliko cenim. Mene? Ja. In pa v bistvu sem razmišljal, takrat, ko si me povabil na podcast, pa sem razmišljal tako nasploh, kaj je kvaliteta, ki jo iščem. Zato, ker zdaj bolj, ko sem rato ekonomičen s svojim časom, bolj sem zbirčen, s kom se družim, bolj sem zvišal kriterije glede kvalitet v ljudeh. In se mi zdi, da ti imaš te tri, ki jih jaz zelo spoštujem. In to so pristnost, to mi je ful pomembno, da je človek pristen, pogum, to mi je ful jako, če je človek pogumen, pa storytelling. Storytelling, ja. Kaj itak, veš, na koncu dneva, če tako pogledaš, živimo en velik nesmisel, mi mu dajemo smisel. Ja. Z našim storytellerjem, z našim ustvarjanjem zgodb. In ja, imaš te tri kvalitete, tako da to mi je. Ogledalo, ne? Všeč. Ogledalo si nastavaš s tem. Ampak hvala, cenim. Imam pa eno vprašanje zate, zdaj se mi je kucno. Kako imamo že sad? Jaz sem mislil, da je prej že vmes tako delo. Ne, Žbej pokaže, da je 1 uro, ampak ne deluje. Žbej ni mogel handlati emocij več. Rekel, da je lahko pauzo. Lahko pauzo. Ja, nekaj, ko smo začeli fadri. Ne, pauzo, ne. Dobar. Ampak da je spi zraven, da je to, stari. Ne, pa že to vprašanje, stari moj. Boomerja se pogovarjata tle žensko. Boomerja. Midva smo milenica, stari, kakšen boomer. Tako zdaj, kakor so zašla zva že boomer talk je načela, ampak dobro, milenimoca. Kaj si hotel vprašati? Poslušaj to, stari. Predstavljaj si, da štartaš novo civilizacijo. Okay. In lahko uporabiš samo eno pravilo. Okay. Kje bi bilo to pravilo? Oh, fuck. Se pravi, kaj cilj je well-being, čim bolj shandlati civilization. Samo eno pravilo. Ja. Samo eno pravilo. Težek, a? Ne, po moje bi šel neki zaspinati na to altruistično noto. Recimo? Vsak dan naredi vsaj 3 dobre stvari za drugega človeka. Vsak dan naredi vsaj 3 dobre stvari za drugega človeka. Ja. Kaj niso povezane s tabo. Hudo.
Eksperiment, kva bi pa rad ali pa ne vem. Stari, zanimiv. Kaj bi ti dal? Posluši Lahija. Propad, 10 let jim dam, pa je že konc. Total control. Media. Bravo. Ne, kva bi rekel res. Zanimivo, vprašanje sem se spomnil, nisem pa razmišljal, kako bi ga jaz odgovoril. Nared drugim, nared samo to, kar bi si želel, da drugi naredijo tebi. Ja, da bi šla na to foro hodo. Ja, se mi zdi, da je ta Vse taka, to ima ne. smisel, a ne? Ja. Zanimivo. A se ti kakšnega vprašanja spomnil? Ja, to je prvi podcast, na kjermu, to je prvi, na kjermu sem, drugi, ampak kar domačo nalogo si mi dal. Ja, valjda, ne. A sem, veš, da sem se, v savni sem danes razmišljal o direktu temu, ja. Dej povej. Ja, eden je bil glih mogoče to, kar si že omenil, ampak če bi lahko v popolnosti doživel en spomin, kjer ga bi živel? V popolnosti en spomin. Ja, doživel. Se pravi še enkrat. Še enkrat. Pa ne samo tako, da se zamižiš pa vse, ampak Da bi ga prav doživel. da bi prav šel čez vse, da si Mam. to prav ril. Mam, ker smo zmagali Cefel. A to, kar sta zadnji z Žerjem govorila. Stari, ja. A res? Spomnim se. A to je tak nerealen občutka, feeling. ampak to sem bil v uni fazi, ki nimaš ti Ja, obveznosti, nič. Sam en velik dosežek po, ne vem, treningih in igranja s folkom, ki 10 let ni zmagal tekme. Ta bi bil tak močen. No. Tega bi kar še enkrat doživel. Pa pol itak, kakšnega s fotroma, ne? To itak. Pa tam je prvo padlo na misel, kaj tak, se mi zdi, mi pusto največ tako nekega tudi ponosa, ne vem. Pa še bratje, pa tako. A jaz se To je bila moja vojska, multiplicirala, veš, ja, saj to je bila moja vojska, ne? To so bili Hudo. res moji soigralci, to je bilo takrat, mi smo skupaj odrastali. Hodo. A ne? Mi smo drugemu pač dejansko dolg čas spreminjali v trening, pa v borbo, pa v kri na igrišču, ki smo pustili, pa kosti, ki so pokale. A ne? Tako da je en tak spomin, ki bi ga z veseljem doživel še enkrat, ker se ga spomnim, na tekma je bila tako dobra. Tako dobra tekma. Kva ti? Ja, po moje zdaj še tu sun, ampak po moje mene to rojstvo Rija mi je bilo eno od lepših momentov. Tako emocije, ki sem jih doživel tle, so bile nerealne. To da še čaka. Ok, pazi tega. Če bi padel v lup, da bi konstantno lahko delal samo eno stvar, torej v lupu si, vsak dan isto stvar narediš, ne? Kva bi delal? Pa lahko jo zbereš. Čakaj, vsak dan? V lup padeš, ne? Okay. Skozi se ti ta stvar ponavlja. Predstavljaj si en dan. In ta dan se ti skozi ponavlja, isti. Okay, se pravi, jaz imam tle vprašanje, kakšen je tvoj poln dan? Mogoče je to. To bi bilo lahko, Ajde. ne? Kaj bi ga zalupali? Ajde. In o tem sem razmišljal, ker imam zdaj ene par popolnih dni, so mi res jaki bili. In veš, kako bi to izgledalo? Zjutraj vstanem, v izico, se pretegnem, grem narediti en brutalen trening, pridem nazaj in padem v eno flow aktivnost, v nek challenge, ki ga rešujem, če je povezan s kreativo še toliko bolj. In to delam tako 3 urce, 4, rešam na koncu izziv, satisfyam, pridem domov, ga hengam ženkico, pa sta malim, vse imamo najjače, skozi nasmejana, in pa zvečer pride kolega, zakuram bonfire, prižgem cigaro in pijem viski in pa grem spat. To bi mi bil najjači fucking dan. Ajde, če bi stisnil še en contemplation vmes,
eno meditacijo bi bilo jako, ampak ja. Hudo. Tako neka kombinacija, po moje, nekega efforta pa hedonističnih momentov. Pri tebi? Pri meni definitivno preživeti čas s sabo, preživeti čas z ljudmi, ki jih imam rad, preživeti čas, da dam neki svetu, ali v obliki podcasta, ali v obliki projekta, biznisa, obleči svoje cune, lastne blagovne znamke, ki jih folk nosi zato, ker jim nekaj pomenijo. Začutiti mir, kadarkoli se zbudim, ozavestim, kje sem. In se čist prepustiti življenju, tako doživeti neke spontane stvari, da me nekaj prijetno preseneča čez cel dan, da štekaš, kaj mislim. Experience. Ja, recimo. No. Veš kaj, težko mi je govoriti, zato ker dejansko se mi zdi, da na tak način trenutno živim. So neke stvari, ki jih bi rad dosegel, itak, hiša, vrt. Kje da ti je stvar, ki je recimo še tako, ki je še nisi dokazal, ali pa nekjeri še moraš, a veš, verjetno je ful enih Še stvari. nisem dokazal. Ja, verjetno je ful enih stvari, ki si se dokazal, ki si tako accomplishal. Kakšen oče sem. To, po moje. Ja, to je pa next chapter, ne? Ja, tudi več jih je, no. Tudi v povezavi z nekim biznisom, a bom res lahko ohranil tak način vodenja, ko pridejo večji izzivi. A bom ostal človek v težkih situacijah. To sem si dokazal, ampak spet pridejo novi momenti, novi izzivi. Ja, to je life, mislim, cel življenje to poteka, ne? Ja, sigurno, ampak tako se mi zdi, da kar mi pomeni ta tatu tudi, ne. To je Nike, boginja zmage. Victory to me is when you get your mind right. Torej, ko enkrat dojameš, da so stvari bolj pomembne od tega, kar ti dejansko ne koristi, pa misliš, da ti takrat si že zmagal. Da pol vse ostalo, kar ti bo vesolje dal, ti bo dal zaradi tega, ker živiš dobro življenje, pomagaš ljudem in imaš neke pure, lepe namene, daješ ljubezen in se mi zdi, da ta je taka, no. Kar zdaj čutim, da delam, je, da akumuliram vse toliko ljubezni in sam zaradi tega jo lahko toliko več dajem. In to mi je tako beautiful. Ful hudo. Ne, jaz sem naslednje vprašanje hotel ti dati. No, daj. Kva pa, če bi lahko samo eno stvar delal, torej eno aktivnost? Jedu. Veš kaj? Jedu. Okay. Ja, levo delo, kaj. Eno aktivnost, ali pa te ribelovi varianta, ne. Ne vem, kosil travo, skrbel za ogenj, ne vem. Skozi bi sam to delal, a štekaš, ne bi se nehal. Ti? Padel iz neba. A se zbudil? Ne vem, kva bi delal. Eno stvar, če bi jo skozi delal. Družil se. Druži se. Social butterfly. Družil se. Kaj smo mi počasi paruri, až be? Mi počasi zaključili to. Ja, teli rafalčiči niso taki rafalčiči, to se kar dobro je bilo. Zavlekla. Čudovit pogovor. Daj mi povej še eno stvar. Ja, povej. Ena simple habit, ki ga imaš, Ja. v bistvu čist basic, Ja.
ki ima največji vpliv na kvaliteto tvojega life. Pa pri kjermu si konsistenten, valjda. Ampak gledaj tako, na prvi uč nič nenavadnega. Vem, vsak dan zjutraj, da spijem pol litra vode z tem electrolyte powderjem. Pa MDMA. Ne, ni MDMA. Electrolyte powder. To je to, hidracija. Bi rekel, da ima največji vpliv. Se mi zdi, da to je nekaj tazga, kar včasih nisem delal, pa me je bolela glava, pa sem bil brez energije, pa to pa nisem sploh vedel zakaj, ampak odkar to delam, je life lepši. Ti? Veš kaj, pa je po moje stvari. Jaz imam pa en tak fetiš imam, da rad nasmejem strangerje. In fulkrat grem tako in mi je ful jako, če lahko eni prodajalki v Mercatorju, tako da malo smejim za eno majkar bedno foro, ampak to mi je ful tak habit, ki rad polepšam ljudem dan in to mi je po moje ful da. Lepa, ja. Jaz to tudi kdaj delam random in sem Jana, tako smeji, ni jasno, zakaj to delam. In jaz sem tako, pa če ni to nekaj najlepšega, pač ne vem. Tam prodajalka boga, cela tegotna zaradi nečesa, pa ti prideš, pa i dve navršiš, pa se začne smeti. Ja, in je tako, piš, da skje si ti vzel. Multiplicira se, a ne? Ja, pač well-being. Čist preprosto je, ne? Čist preprost act of kindness je, ne? Direkt. Kaj ga lahko daš. Pa je to lahko za eno gospo, lahko to sam nasmeh, kaj ga daš v liftu, a ne? Recimo ti si v liftu, se vrata odprejo, ona stopno, ti se da smejiš, greš ven in se ona nazaj da smejiš, se vrata zaprejo, pa bo ugotovi, da si lih enega spustil noter. Pa si se za to smeju. Podivjali smo. Shit. Sam še dve vprašanje. Še dve? Ja, sam še dve. Okay. Eno je, če bi lahko kjerokoli stvar spremenil na svetu, kaj bi to bilo? Fak, toliko težko vprašanja si zdaj zamislil, da bo to beluna, veš. Pogor. Finish hard. Finish strong. En second, če bi lahko spremenil kjerokoli stvar na svetu, kaj bi to bilo? Pizda, ne vem, bi kaj spremenil? Kaj bomo spremenjali? Ma ne vem, Brudi, ta je res težka, ne vem, če bi kaj spremenil. Okay. Drugo vprašanje? Direkt to je pa luno, čemer se probamo, a ne? Mislim, spoprijateljita, ne? Da vse je tako, kaj je ok, a ne? Ne vem, kaj bi zafukal, če bi spremenil nekaj, kar se meni zdi bad, pa je v bistvu za nekaj good. A veš, tako da iz tega vidika ne vem, kaj bi spremenil, pizda. Da bi ljudje več lepih stvari za druge delali. Da bi po defaultu si ljudje želeli delati lepe stvari za druge. Pa ne vem, to je, če bi zdaj mi šli v neko utopično civilizacijo, bi rekel ja, ampak drugače pa ne vem, če bi to. Pač ne vem, ko verjetno bolečina da tudi ful ene empatije, pa empatija pa ustvar neke nove povezave, tako da veš, vse je nekako povezano, ne. Balance. Ja, tako da ne vem, kaj je spremenil. Ne vem, da Will Smith nikoli ni slepnil Chris Rocka. Kaj je zdaj? Okay. Neko tako stvar. Bomo dal, ko bo kolekcija 100 epizod, ko bom vsem postavil to vprašanje, boš ti rekel, da Will Smith nikoli ni slepnil Chris Rocka. Ful hvala, res. To bo krasil. Hotel si nekaj globokega, ampak je šlo v kontra. Ne veš, kaj bi spremenil. Uno čestitko, za prvi rojstni dan. Evo, najdel sem, ampak ta internet. Čestitko dal, za rojstni dan svojega sina je dal čestitko opico, ki piha svečke na torti. In sem jaz njega vprašal, zakaj si to naredil? Ajde, še eno vprašanje. In sem bil v bistvu jaz edini, ki je to delal. Skipamo to. Skipamo. Kjero je, hotel sem to vprašati, če bi jutri umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Užival sem.
Thank you, Tomi. Hvala za tvojo modrost. Užival sem, stari. Kaj bi bil pa tvoj nasvet svetu? Nisem fan na svetu, stari. Ok, vzamem. In zaradi tega mi je profesor rekel, veš, to mi je recimo najboljši nasvet, ki sem ga dobil. Ok, da to povej. Je od Tonija, majhna. Ja. Druga sta dva ful dobra podcasta preklemnu, ki je Toni, jaz to replejam skozi. On je bil pri pogajalni enoti, a ne? Ja. Kriminalistični pogajalc, pa v bistvu vodja za specialno enoto izobraževanja, pa izven klinični psihoterapeut, res ful cenjen človek. In on je vedno, ko sva se dobila na coachingu, vedno mi je rekel, Tomi, sam ne pozab, ne sprejemati na sveta od nobenega, ki ne bo obul tvojih čevljev. Tudi od mene ne. Wow. In to mi je bil nasvet, ki mi je bil tako najjači. In takrat sem tudi začel biti malo bolj pozoren pri tem. Dejansko to, kar mi govorimo, pomagamo ljudem z nasvetom, pa to, ne vem, jaz mislim, da edina pomoč je to, kar sva prej omenila. Da si človekom takrat, ko je človeku težko, stari. In dati svetu neki naprej, se mi zdi, da ja, ful bi bilo lušteno, zdaj svetovati nekako prek mojega storija, kaj si želim, ampak realno pa pač experience it, mogoče bi tako za to isto, ja. Probite, naberite si izkušenj, takih in drugačnih. Pa preživite mogoče, zdaj sem pa šel na svet, vidiš, kaj sem jaz sprovociral. Preživite malo časa sami sabo, Verjetno ste kar kul človek. Naučite se preživeti čas sami sabo. Ja. Lepo. To je kvaliteta. Tomi, jaz sem zelo užival. Kontra. Ponoviva decembra s cigaro pa viškjem. Ja, manjkal je pizda, ni? Ja. Če je kdo klele, ki je to poslušal, pa ima kakšno vprašanje ali pa karko, lahko v komentarje napišete, da se jih naslednjič s Tomijem dotaknemo, mogoče, če bi kdo rad v kakšne specifične zadeve šel. Drugače pa uživite naprej. Tega nikoli ne delam, drugače ne vem, skje to zdaj pršel, ampak hvala za ogled. Pa subscribite, ki še niste. Se res, zdaj smo tudi na Spotifyju. Ja, obljubil sem svojim ljudem, ki spremljajo moje vsebine, da ko bom presegel 1000 subscriberov na YouTubeu, se bo odprla audio platforma, tako da gremo na Spotify, gremo na Apple Podcast, to je pa zaenkrat to. Kjera epizoda je tole? Hvala lepa. In to je 15. epizoda. Pa ti moram, pa ti pa jaz še uradno tudi moram čestitati v imenu vseh, ki spremljajo podcast in jim je tvoj način komuniciranja z gosti všeč. Yes. Ti v bistvu hočem čestitati, stari, da si zlezel do 15. in da ni več toliko, še 6 epizod ti manjka, da si v 1%, Ja, sem prebral statistiko, ampak me ne zanima ta 1%, 100 je prva, ki... Svaka čast. Čestitke za konsistenco, brodi. Hvala ti, ki si omogočil tole. Za vse nas.